En lep pozdrav iz mariborskega Planeta Tuš, ki že nestrpno pričakujemo predpremiero akcijske franšize Hitri in drzni 5. Nekdanji policist Brian in kralj avtomobilskih vragolij Dom znova združujeta svoje moči ter se skupaj s preostalo druščino hitro in seveda nič kaj manj drzno vračata na velika platna. Kaj pa je tako fascinantnega na tej hitrih vozil in vratolomnih prizorov prepolni akcijski franšizi, pa smo povprašali naše obiskovalce. Predvsem zato, ker so hitri avtomobili in ful ti nabija adrenalina in fajn je zagledati, no. Avte, predvsem avte. Mislim, da najbolj zabavni so meni osebno avtomobili, pa tudi, ne vem, vsak film z Vin Dieslu je zmagovalen meni osebno, tako da bi rekel kar igravci pa avti. Hitrost in drznost. Avtomobili. Ker je dosti akcije, pa ker je dosti tekmovanja z avtomobili, pa tako. Vse meni je isto, ker malo pač dirkajo z avti, pa se malo te akcijske. Všeč mi je, ker so avtomobili zelo hitri, predelani, pa pač v redu zgleda. Zato, ker je veliko akcije notri, veliko luštnih deklet, pa napet film, pa dobri igralci. Gre že za kar 5. nadaljevanje iz serije filmov Hitri in drzni, v pripravah pa je tudi že 6. Kakšno je vaše mnenje o tem vse pogostejšem raztegovanju filmskih franšiz? Je odvisno, mislim, dobro, tukaj v tem filmu bi lahko že v dvojki zaključili v bistvu, ne? Oziroma kar v enki, ampak če hočejo, naj delajo, ne? Za 6, ko sicer nisem vedela, da bo prišla, ampak hvala Bogu, ne? Osebno, če so dobro narejene, je super. Skratka, nekateri filmi so zelo v redu narejeni, tudi mislim, Pirati iz Karibov, 3. del, 4. del so mi bili osebno zelo v redu. 4. del še čakam sicer, ja, ampak v redu. Drugače pa tudi pri hitrih in drznih ne opažam, da bi se nekaj kvaliteta zgubljala zaradi raztegovanja same zadeve. Tako da, ja, thumbs up. Ja, fajn je, ne, ker se nikoli ne naveličaš tudi znanih igralcev, pa pač zanimivi so, no. Vedno nekaj novega, meni so všeč te dele. Pa ne vem, če je v redu raztegovanje, pol je v redu, a ne? Meni je všeč to, ker je film res dober, pa ni neki brezvezen film, ki bi se nadaljeval, tako da upam, da še kakšen del, čeprav mislim, da je tale zadnji. Dobro, ker pač bo čim več delo, pa bomo lahko gledali pa čim več teh filmov. Dobro je, da se lahko nekaj naučiš ali pa kaj takega. Ja, dokler zgodba je zanimivo, čim bolj bojo dodali kontekst, tem boljše bo. Če bi lahko za 24 ur uporabo dobili katerokoli avtomobil, za katerega se bi odločili in zakaj, ter predvsem kaj bi z njim počeli? Ne vem, verjetno bi se razkazovala vsem. Terenca, ja. Kaj bi počeli z njim? Isto razkazoval. Definitivno bi to bil Vino avto, ki ga je imel v garaži tako dolgo zaradi očeta in vse skupaj. Zakaj? Preprosto zaradi adrenalina in zanimanja. Mitsubishi Lancer Evo Evolution 9, verjetno za kaki drift ali pa kaki reli vožnje. Odločil bi se za Audija R8, prvo bi z njim djal, z žensko notri, adrenalinska vožnja, to zburja ženske, potem še kaj drugega dela v avto notri, med vožnjo obvezno. Potem mislim, da bi se po enih 20 minutah ubil. Mustanga od Shelby Mustang 500, tako zagotovo. In ne vem, probal bi, kak so trpežne te naše avtoceste, pa koliko je trpežna denarnica, kar se tiče kazni, verjetno si bi dal duška tudi s tekmo avto, ja.